Dober večer, Bogdaj, in lepo pozdravljeni. Veliki petek smo navajeni gledati kot dan žalovanja. Ne smemo pa spregledati dejstva, da imata svoj smisel tudi veselje in upanje. V nas mora prevladovati misel na Kristusovo zmago. Tudi pri cerkvenem obredu Velikega petka se uporablja rdeča, mučeniška barva v znak zmage. Maše ta dan ni, oltarji so brez prtov in tabernakli so prazni in odprti. Obhajilo se deli le kot sveta popotnica. Opis Jezusovega trpljenja beremo po Evangeliju svetega Janeza, ki Kristusa prikaže kot zmagovalca nad grehom in smrtjo. Za svet, ki ga je Kristus odrešil ta dan, molimo posebne molitve. Križ je znamenje življenja in zmage, zato ga na dan Velikega petka še posebej slovesno častimo. Ta dan lahko imenujemo veliki dan, saj nam Kristusova smrt na križu prinaša novo življenje. Za kristjana nobena nesreča ne sme biti nekaj dokončnega. Tudi smrt zanj nima zadnje besede. Na Veliko soboto pa se cerkev zadržuje pri Božjem grobu, obenem pa je ta dan namenjen premišljevanju Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Blagoslov jedi po stari navadi je le en del sobotnega opravila. Izredno lepo je to pripravo na blagoslov opisal naš pisatelj Franc Saleški Finžgar. Vse pomito, vse pometeno, vse žari v novem gvantu. Na javorovi mizi je pogrnjen bel prt, na prtu pisan jerbas. Otroci stoje okrog mize. Mati prinaša najprej velik kolač. Ves rumen je kot pšenično polje. Postavi ga prvega v jerbas. To je spomin Kristusove trnove krone. On trnovo krono, mi sladko pogačo. O Bog, bodi zahvaljen za tvojo sveto krono. Nato prinese 5 pirhov. To so petere bridke rane Jezusove, 5 kapelj njegove svete krvi. Sveta kri bodi počaščena 100.000-krat. Za obod jerbasa zatakne 3 korenine hrena. Lejte, otroci, to so strašni žeblji, s katerimi so pripeli zveličarja na križ. Kadar ste hudobni in me žalite, z vsakim grehom, kakor s kladivom udarite vnovič na žebelj, da križate Kristusa. In nato zadehti pleče in gnjat. Otroci, ki niso cele tedne okusili mesa, se dvignejo na prste. Tudi meso bo blagoslovljeno, kar pomeni jagenjčka, samega Jezusa, ki je bil za nas darovan. In zraven dado mati še nekaj klobas. Otroci, to so vrvi, ki so našega Jezusa zvezale. Tudi pomarančo, pravi priboljšek, je mati nekje dobila in jo dala v jerbas. To je kot goba,
ki so jo vojaki namočili v kis in ponudili piti našemu Jezusu. Jerbas je napolnjen. Mati ga rahlo zagrne s čipkastim prtičem. Tako stoji jerbas na mizi in sama lepota, sama skrivnost ga je. Veliki četrtek, petek in sobota so dnevi namenjeni postu, pokori in premišljevanju. Strogi post je še posebno na veliki petek. Včasih od jutra do noči ta dan niso nič zaužili. Ne ljudje in ne živina. Na Koroškem hudomušno pripovedujejo, da je na veliki petek celo hišnik kuža sklenil, da gre od hiše. Toda, ko je videl, kaj gospodinja pripravlja za velikonočni zajtrk, si je premislil in sklenil ostati. Čakalo je delo in tudi kurili niso. Vsi so čakali na nov, blagoslovljen ogenj. To pravilo sicer sodi v sobotno večerno, velikonočno vigilijo, toda po stari navadi duhovnik blagoslovi ogenj že v soboto zjutraj, ministrantje in otroci pa ga hitro znosijo po domovih s posebnimi drevesnimi gobami. Gospodinje s tem novim ognjem zakurijo peči in hite skuhati in speči vse, kar bo potrebno za slavnostno velikonočno gostijo. V dneh velikega tedna pa so se v starih časih odvijale posebne pasijonske procesije in pasijonske igre. Procesije so uvedli jezuiti, nadaljevali pa kapucini in frančiškani. Žal pa jih sedaj ni moč več zaslediti. Utonile so v pozabo. Pasijonske igre pa so imele nekoliko več sreče, saj so jih nekje kljub nasprotujoči oblasti uspeli obdržati. Predstavljajo pa spomin na Jezusovo trpljenje, ki ga uprizarjajo preprosti ljudski igralci. Še posebno bogato in izvirno pasijonsko predstavo pa vsako leto uprizorijo v tirolskem Oberammergau, kjer v pasijonu sodeluje prek 100 igralcev. Slike posameznih prizorov pa lahko spremljate med nocojšnjo oddajo.
popoldan velike sobote pa živi v pričakovanju. Doma je vse postorjeno, strogi post je mimo. V kotu hiše čaka poln jerbast dobrot, ki smo ga prinesli od blagoslova. Zdaj se je potrebno le še pripraviti za največji dogodek cerkvenega leta, na velikonočno vigilijo in vstajensko procesijo. Na čisto dušo, srce in telo oblečemo še praznično obleko in praznik bo zasijal v najsvetlejši in največji luči. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Pa z Bogom.